Lepo pozdravljeni, pa je znova tu ponedeljek, pa je znova tu oddaja, začnimo teden z Lili Sorum, pa je tukaj že napoved za mesec februar. Mesec februar kot najkrajši mesec, verjamem, da dojemamo, kot da bo zdrvel mimo. Pa bo temu res tako? Jaz mislim, da ne. V tej oddaji bomo našteli kar nekaj pomembnih datumov, v katerih lahko zelo veliko naredimo na sebi, srečamo sami sebe in se povezujemo s tistimi ljudmi, ki so za nas resnično dobri in nam najljubši. Povedali bomo, zakaj 14.2. ni najboljši datum za Valentinovo. Povedali bomo marsikaj zanimivega, na kratko pa bi lahko mesec februar opisala takole. Pravzaprav je to čas, v katerem se nekako zaletimo, srečamo, posvetimo, umirimo in razmišljamo o sebi. Jaz verjamem, tam november, december, novoletna norija, pa so praznovanja, pa so srečanja, pa je nakup daril. Kot da pravzaprav meni ne preseneča, da glavnina naročil za vodnike, osebne vodnike za leto 2025 oziroma za leto, ki prihaja, je pravzaprav konec januarja, februarja. Toliko se že umirimo, da srečamo sami sebe, da se začnemo resnično ukvarjati z vprašanjem, kaj pa jaz letos želim od življenja. In jaz se resnično maksimalno trudim vi pri tem pomagati, predvsem v tem osebnem vodniku, 69 strani napovedi, smernic, opozoril, kje so nagrade, kje so izzivi, kaj, kdaj, zakaj in tako naprej. Vse to imate v eni sami knjižici, ki je z vami potem celo leto. Celo leto nadgrajujemo cilje, nadgrajujemo delo za sebe, o sebi, duhovno in osebnostno rast. Torej še vedno imate priložnost vodnik naročiti in pravzaprav februar vas bo točno to spraševal. Kaj vi menite o sebi? Kako bi vi sebe nekomu opisali? In jaz vam zelo rada to vajo in verjamem, da ste od mene že slišali, če bi bila zdaj jaz Marsovec, ki ga je Elon Musk povabil na Zemljo, ne, v kavico, in zdaj bi jaz sem prišla in bi vas srečala, se pravi, pojma nimam, kaj je Zemlja, ne vem, kaj je to drevo, pojma nimam, kaj je to kamen, kaj je ta voda tle, ki mimo teče in tako naprej. Se pravi, če sem zdaj jaz ta Marsovček, kako bi vi sebe meni opisali? In verjemite mi, da to je zelo dragocena vaja. To je zelo dragocena vaja, kajti ko resnično začnemo pisati, opisovati sebe, kako pravzaprav res o sebi razmišljamo, odkrijemo. In velikokrat sebe zelo narobe ocenjujemo, zato pa naši prijatelji dostikrat rečejo, pa saj tebi to ful gre, pa mi rečemo, ali pa nam rečejo, pa saj v temu si ti ful dober oziroma dobra, pa smo mi spet, a misliš? Tako da velikokrat je zelo dobrodošlo si vzeti čas, zato da pogledamo sebe v ogledalu. In ogledalo vedno odseva zrcalno sliko, zato tudi februarja lahko pričakujemo kar nekaj nenavadnih situacij in predvsem ljudi, ki nam prinašajo možnost za zdravljenje. Se pravi, to se lahko zgodi na par različnih načinov. Mogoče se boste z nekom zaklepetali v vrsti v trgovini pred blagajno in vam bo ta oseba nekaj takega dejala, da se vas bo res dotaknilo in vam bo mogoče malo spremenilo percepcijo sveta ali vas. Morda boste poslušali nek podcast, mogoče boste prebrali kakšno zelo dobro knjigo, morda se boste pa sprli z nekom, pa vam bo nekdo v obraz zmetal neke stvari na nepretirano prijazen način, ampak morda pa zdravilen. Se pravi, ne glede na to, kako bo ta informacija podana, ali bo to prijazno, sočutno, ali pa bo to mogoče malo bolj grobo, poglobite se v vse tiste trenutke, vse tiste dogodivščine, ki vam prinašajo drugačen pogled na sebe in na svet. In jaz verjamem, da prav nikogar ne preseneča, da bom zdaj rekla, da absolutno bo februarja zelo pomembno postavljanje mej. Se pravi, kje in kako postavljate meje, kako sploh skomunicirate, kje so vaše meje. Ali vam pač poči film in ste jezni, ali znate primerno naprej povedati, do sem in nič več. Kje morda imate vi dvojna merila, pa drugačen set meja za eno vrsto ljudi, pa drugačne meje za druge ljudi, kar je popolnoma normalno in človeško. Po kom ali po čem hrepenite, kaj je tisto, kar bi sami za sebe želeli, če bi bilo vse možno. Pravi, moje vprašanje vam je tudi, če bi bili zdajle znova 3 leta star otrok, ki ima še zelo nepopisan list življenja, ki še nima nekih zelo grenkih izkušenj za seboj, ki še nima najhujših izgub za seboj, ki še verjame v Božička, ki še verjame v darilo proti smrekico, ki še verjame v čudežno življenje, v lepoto življenja.
če bi bili to danes in bi pisali pismo Božičku, kaj bi napisali? Česa bi se danes z vsem tem zaupanjem, da je vse možno in da Božiček itak rastura, česa bi si zaželeli? Kajti namreč v mesecu februarju se nam bodo dogajale zanimive situacije, v katerih bomo prepoznavali, česa si še želimo in česa ne. Se pravi, mesec februar bo zelo levo, desno, ja, ne, belo, črno, preteklost, prihodnost. Se pravi, bodite zelo pozorni na vse tiste vzorce, načine delovanja, funkcioniranja, razmišljanja, komentiranja, odzivanja, takrat, ko so vaše meje prekršene, takrat, ko ste utrujeni, takrat, ko ste malo bolj senzibilni. Pravi, bodite pozorni predvsem na sebe. Kaj vam morda ne pomeni več tako zelo veliko, kot se zdi, da bi vam moralo? In kaj pravzaprav je v tem trenutku ključno? Februar bo en tak zanimiv mesec, ki nam bo ravno preko nenavadnih izkušenj, ki niso tipične za nas, pomagal razumeti, kaj smo prerasli, česa si več ne želimo v svojem življenju. In če govorimo, da je leto 2025 dinamično, turbulentno in čas transformacije, potem zagotovo ne smemo pozabiti na to, da smo v fenomenalno dobrem obdobju, da pustimo slabe stvari za seboj. Se pravi, preteklost ne ostane tam, kjer je mesto, v preteklosti. Seboj povzamemo nauke. Glejte, tudi v osnovni šoli se naučimo poštevanko, pa to ne pomeni, da jo potem vsak petek ponavljamo. Utrjujemo znanje s tem, da ga uporabljamo. Se pravi, dragi moji, kje in zakaj so vaše meje kršene, na kakšen način znate ali morda ne znate sprejemati sebe, tistih svojih najbolj ranljivih delov sebe, kje in kdaj morda sebi enostavno ne prisluhnete in kje pa morda ne znate prisluhniti tudi drugim, kje pa morda pridemo do tistih trenutkov, ko smo si mi z drugo osebo sile različni, ko smo mi morda rumeni, tista oseba je zelena in hudirja, manjka nam zdaj tista plava. Ta plava, ta modra, ta modrina in ta modrost pravzaprav je v raziskovanju drugačnosti. Podobne energije se nam potem znova obetajo v mesecu maju, definitivno pa se ta proces začenja zdaj. Se pravi, dragi moji, kaj pravzaprav vam življenje sporoča? To vam bom velikokrat letos rekla. Oprezajmo, kaj nam pravzaprav življenje sporoča preko drugačnosti, preko enega in drugega ekstrema. In tukaj bi omenila še to, da 3.2. stopamo v znamenje kače po kitajskem horoskopu, se pravi, stopamo v drugačno leto, v leto intuicije, prepoznavanja sebe, prepoznavanja modrosti. Kače verjamem, da se je mnogi bojijo, ampak kača pravzaprav simbolizira zdravljenje. Kače imamo tudi v znaku za lekarno. Se pravi, kača, če pogledamo v teh starodavnih kulturah, v staroselcih, je zelo spoštovana. Se pravi, marsikaj, kar mi kdaj v življenju doživljamo kot strup, marsikaj, česar se bojimo, je pravzaprav za nas dobro. Se pravi, predvsem od okoli 3. februarja oprezajte točno za tem. Česa se bojite, pa je v resnici za vas dobro. Jaz sem lahko takoj povem, da to moj zobozdravnik. Izvrsten zobozdravnik je, jaz se ga bojim na smrt, ampak zame je sigurno dobro, da grem tja. Torej, iščite tam, kjer sicer ne bi pogledali. No, ampak drugi je sploh fajn datum. Drugi je zelo energijsko močan datum, pomaga nam prepoznati naše sposobnosti, naše možnosti in pa tudi našo povezavo s predniki. To je pomembno iz dveh razlogov. Marsikaj, kar so naši predniki znali, smo mi od njih podedovali, pa mogoče tega ne vemo. In druga stvar, marsičesa, česar so se oni bali, smo tudi mi zdaj nekako, marsikaj od tega smo podedovali, se pravi, kje pravzaprav ta energija našega okolja, naše kolektivne preteklosti, pravzaprav nima več mesta tukaj in sedaj. Če pravimo, da je leto 2025 čas transformacije, da razpada staro, da razpada zastarelo, da razpada tisto, kar je zarjavelo, tisto, kar več ni nekako funkcionalno in dobrodošlo v okvirih časa življenja, miselnosti današnjega dneva,
naj to velja tudi za nas kot posameznika. Se pravi, sploh drugi bo zelo močan dan, ko bomo lažje izbirali za nas zdravo in zrelo. In če vam grem na živce s tema dvema izrazoma, naj vas razočaram, da jo bom verjetno letos velikokrat uporabljala. In potem 14.2. Valentinovo, jaz vsako leto povem, da absolutno se strinjam s tem, da je to skomercializiran praznik. Veliko je potem objav po Facebooku, in po drugih socialnih omrežjih, da pač res ne rabimo praznika za to, da si povemo, da se imamo radi, čeprav potrebujemo pa sem ter tja tudi opomnik na to. Tako da ne bomo preveč napadalni in odklonilni do Valentinovega, ostanimo pri razlagi števila 14. Število 14 simbolizira pravzaprav karmični zapis in tisti ljudje, ki ga imajo zelo močno v svojih osebnih izračunih prisotnega, so ljudje, ki se težje vežejo, težje vztrajajo tam, kjer je neprijetno, težje nekako izpolnjujejo, dokončujejo stvari, ki so si jih zadali, in število 14, ko govorimo o partnerstvu, absolutno simbolizira možnost nezvestobe. To zdaj ne pomeni, da če ste rojeni 14. v mesecu, da to za vas velja, ne me narobe razumeti, to bi zelo rada poudarila zdajle. Posebni numerološki izračuni so in na prav posebnem mestu se mora 14 pojaviti, ampak definitivno pa verjamem, da si te energije ne želimo na 14.2. oziroma povezane z praznikom ljubezni. Tako da naše Gregorjevo, ki je 12.3., je mnogo bolj, bom rekla, pravilno ali pa energijsko ugodna energija za odnose, za ljubezen, za izražanje pozornosti, za izražanje naklonjenosti, za kar pa bo tudi super dan 22.2. 22.2. je fenomenalen dan za ljubezen do sebe, za romantiko, za povezovanje, zato da končno tisti punci poveste, da vam je všeč, ali pa onemu fantu namigante, da vi bi pa šle z njemu na eno pijačko. Se pravi, 22.2. bo močno ženstven dan, povezan z sposobnostjo sprejemanja, sposobnostjo prepoznavanja naših ranljivih plati v življenju in zdravljenja le-teh. Se pravi, sploh okoli 22.2. lahko pričakujemo, da se bodo v naše življenje nekako prikazali ljudje, ki nam bodo pri tem pomagali. In tudi 11.2. ne smemo izpustiti. 11.2. je pravzaprav fizični zapis mojstrskega števila. 11.2 simbolizira intuicijo, pogled v sebe, prepoznavanje sebe, zaznavanje nekih višjih, bom rekel, naših resnic. Naša duša, naša podzavest, mi pravzaprav, naš naš razum, se zelo dobro zaveda naše poti na zemlji. Mi človečki počasih totalno zakompliciramo, totalno si znamo zagreniti life, totalno znamo včasih pretiravati, včasih tudi ne jemljemo dovolj resno določene stvari. Se pravi, dragi moji, 11.2. naj bo čas, če si le lahko za vas vzamete, pogledajte, kako sem razdrobila stavek, vzamite si dan zase, vzamite si nekaj ur, ki jih preživite v naravi, če se le da blizu čiste vode, če se le da mogoče celo v hribi, kot v kakšnem slapu, in preprosto dopustite sporočilom, da pridejo k vam. Ker se mi zdi, da včasih tudi od naše intuicije tako nekako komercialno pričakujemo, da zdaj, ko pa je 5 minut časa, zdaj mi pa vse povej, ker jaz rabim vedeti točno tej zadevi, točno na tak način, kar jaz hočem, po možnosti mi še to povej, kar bi jaz hotel slišati. Intuicija pa vendarle ne deluje tako. Za 11.2. pričakujem, da bom imela posebno delavnico ali vsaj poseben prispevek točno na to temo, se pravi, kaj intuicija je, kaj intuicija ni, kako jo okrepimo, kako pa ji morda nenamerno in nezavedno tudi škodujemo. Se pravi, 12.2. potem je dan, v katerem pa bo življenje reklo, ok, sporočila si dobil, kaj boš z njimi naredil. Tako da, dragi moji, naj bo februar resnično čas, v katerem boste tkali tiste vezi, ki vas krepijo, ki vas negujejo, ki vas razumejo, in spuščali tiste, ki vas ne. A veste, v temu ni nič slabega. Ljudje smo si med seboj različni. In če vas to resnično ne razume, zakaj? Zakaj bi tratili to čudovito energijo, ki vi ste, s tistimi ljudmi, ki vas kritizirajo, ponižujejo, ki se jim zdi, da so več kot vi, samo zato, da boste imeli vi občutek, da ste dali vse od sebe. Glejte, če imate nasproti sebe nekoga, ki vas pač nekako ne prebavlja, z takega ali drugačnega razloga, mogoče z vami ni nič narobe, mogoče to osebo podzavestno spominjate na nekoga, ki je to osebo zelo prizadel, mogoče sploh ne gre za nekaj osebnega.
Definitivno smo si pa ljudje med seboj različni. Introvert se z ekstroverti ne bo dobro počutil in obratno. Jutranja oseba, ki lahko zjutraj zgradi hišo, pleše balet in tako naprej, se po vsej verjetnosti ne bo dobro počutil ob osebi, ki pa ob 10 zvečer dobi ta nek zagon. Ampak to ne pomeni, da je eden boljši od drugega. Pomeni, da smo si drugačni. Se pravi, naj bo februar mesec potrpežljivosti, raziskovanja drugačnosti in zdravljenja vseh tistih delov nas, za katere menimo, da so slabši, zato ker niso v Jugoslaviji, smo temu rekli po JUS-u, se pravi, ker niso takšni, kot tuji standardi od nas pričakujejo. In zdaj naredimo še preglednico od 1 do 9, glede na vaše število življenjske poti, to pa verjamem, da zdaj že vemo, kaj je, to je pravzaprav seštevek rojstnega datuma do ene same cifre, toliko časa seštevamo, da dobimo eno številko. Drage enke, drage moje enke, naj vam ne gre na živce, da bojo okoli vas ljudje, ki bodo mečkali, ki bodo neodločni, ki ne bodo vedeli, česa si želijo, ki mogoče ne bodo posegli po vseh možnostih in priložnostih, ki jih imajo pred nosom, in predvsem naj vam ne gre na živce, če boste sebe prepoznali točno v tem opisu. Februar pravzaprav prinaša celo paleto drugačnih izbir, da tako rečemo, se pravi, drage enke, čeprav jaz vem, da ste zelo sfokusirane kot oseba, da znate biti zelo odločne, da znate biti zelo proaktivne, v mesecu februarju dajte mogoče v prvo. Dajte mogoče v vsaj 2 prestavi manj, dajte opazovati, naj vam ljudje svetujejo, naj vam pomagajo, to ne pomeni, da ste nesposobni, ampak ravno obratno. Jaz, če ničesar ne znam in to vprašam, pravzaprav pokazujem željo po temu, da se naučim in ne obratno. Se pravi, več glav, več ve, umirjeno v mesec februar, enke. Drage moje dvojkice, za vas pa predvsem velja, da se postavite po robu vsem tistim, ki so se v vašem življenju do sedaj razvadili. Se pravi, vsem tistim osebam, ki znajo biti zelo ukazovalne, zelo arogantne, ki se nekako jemljajo čas oziroma pravico razporejati vaš čas, vaše življenje, vaše zadolžitve, ki pravzaprav ve postavljate mejo, komu dovoljujete, da vas komandira, komu dovoljujete, da je pravzaprav neka vodilna ali nadvladujoča energija v vašem življenju. To so včasih lahko tudi zgolj pričakovanja okolice, zgolj nek koncept družbe, v kateri živimo. Kaj pravzaprav tega, kar počnete, je v resnici vaša želja, vaša potreba, vaša odločitev in ne pritiski iz okolice. Se pravi, vaš februar bo zelo zanimiv, kajti na vaših ramenih je, da izbirate kaj, kdaj, zakaj in kako. Število življenjske poti 3, drage moje trojke, uporabite svojo bujno domišljijo za to, da ilustrirate to, kar želite skomunicirati z okolico. Se pravi, če imate nasproti sebi osebo, ki vam ni podobna, ki razmišlja zelo drugače kot vi, kako lahko na nek način tej osebi razložite, kdo vi ste, kaj vi ste, zakaj vi ste, kako delujete, kako funkcionirate in to ilustrirate z nekimi zelo plastičnimi primeri. Tudi sicer bo februar za vas mesec, v katerem boste absolutno povabljeni, da stopite ven iz svoje cone udobja. To ne bo vedno ugodno, ne bo vedno udobno, bo pa vedno prišlo v vaše življenje zato, da razširite svoje obzorja. Se pravi, bodite radovedni, bodite zvedavi, poskušajte stvari, tako kot 3 leta star mladiček, saj vi veste, da je zelo rada trojko s tem povezujem. Se pravi, kako lahko svoj dan, vse svoje odnose, vse tisto, česar ne marate, pravzaprav popestrite in si polepšate. No, drage štirice, za vas bo resnoben mesec pred vrati in pa predvsem mesec, v katerem se bodo rušili in krhali vsi tisti miselni vzorci, ki pa resnično sodijo v preteklost. Se pravi, naj vas ljudje, ki so zelo drugačni, vam ne plašijo, naj vam ne jemljajo energijo, naj vas ne nervirajo, pravzaprav so tu zato, da vas nekaj naučijo. Se pravi, kaj je tisto, kar pa nasprotje vas vam prinaša? Velikokrat smo enostavno navajeni stvari delati na določen način, enostavno nam to potem daje občutek varnosti, pravzaprav iz navajenosti. In velikokrat, a veste, pol na roke delamo, namesto da bi nam pri temu tehnologija pomagala. Se pravi, tudi če govorimo samo o tem, da lahko neke stvari si enostavno poenostavite, kupite nek aparat, ki vam pomaga pri nekih stvareh in si tako življenje nekako
naredite bolj preprosto in prihranite svojo energijo, že to je veliko, drage moje štirke. Število življenjske poti 5, drage moje petke, bremzo zategniti, bremzo zategniti in prisluhniti drugim. Se pravi, kaj je tisto, kar ljudje vam vedno znova ali pa že cel life nergajo in kaj je tisto, kar nikakor ne uspete svoji okolici skomunicirati, da vi ste, kako vi funkcionirate, kako vi gledate na življenje. Mogoče to ni bistvo, da vi nekoga prepričujete, pa vedno znova razlagate, kdo vi ste. Morda je bistvo najti ljudi, ki funkcionirajo na vam podoben način. Morda boste pa tako veliko energije prihranili, veliko slabe volje prihranili in se izognili verjetno tudi marsikateremu razočaranju. Se pravi, drage moje petke, ni treba za vsako ceno čisto vse probati, bi bilo pa fajn na vsak način, kot znate, skomunicirati svoje pričakovanja, svoje meje, svoje zmožnosti, svoje sposobnosti in kaj je tisto, kar pa pravzaprav vi pričakujete od druge osebe in potem skleniti, bomo temu rekli, nek pravičen kompromis. In prav podobna energija se obeta tudi vam, drage moje šestice, kaj pravzaprav za vas pomeni beseda kompromis. Šestice zelo rade osrečujete ljudi, ki jih imate v svoji okolici in tiste, ki jih imate najrajše in zelo rade to počnete tako, da pravzaprav sebe malo pohodite. Se pravi, drage moje šestke, kompromis je enakovreden dogovor dveh oseb ali več, s katerimi se vse strinjajo. Zaradi tega dogovora imajo vse te osebe neke bonitete, se pravi, kaj v vašem življenju pravzaprav je win-win situation in kaj v vašem življenju pravzaprav je nekaj, v čemer se vi prilagajate, podrejate in vedno znova sami sebi odrekate sebe, življenje, uspeh in srečo. Drage moje sedmice, februar prinaša zanimivo energijo pogleda druge plati zgodbe, tudi drugačnega prav. Sedmice znate biti zelo analitične, iščete resnico, stojite za resnico, zelo cenite integriteto, cenite korektnost, strokovnost, suverenost. Zato je seveda včasih nekaj, kar je napol narejen, pa šlampas narejen ali pa drugače narejeno, kot vi menite, da je izvrstno. Problem! Se pravi, februarja boste imeli veliko problemov na tak način. Se pravi, bodite radovedni. Nočem reči, da nimate prav. Želim pa povedati, da včasih ima resnica več kot le eno ali dve plati zgodbe. Se pravi, včasih tudi nimamo vseh informacij, včasih nimamo vseh podatkov, zato si težko resnično ustvarimo kvalitetno mnenje. Tako da, drage moje sedmice, raziskujte tam, kjer sicer ne iščete informacij. Naj vas zanima vse tisto, kar vam je sicer morda bedno, brez zveze, nezrelo, kar neki. Bodite radovedni, jaz verjamem, da vas bo v mesecu februarju marsikaj presenetilo kot zanimivo. Drage osmice, mesec povezovanja, s kom želite sodelovati, kako želite vi sebe projecirati, kdo vi pravzaprav ste v očeh drugih in zakaj. Se pravi, drage moje osemke, naj bo februar mesec tkanja vezi, ki so za vas dobre, tkanja vezi, ki vas opolnomočijo, brez slabe vesti. Veste zakaj? Ker, drage moje osmice, če kdo na tem svetu zna opolnomočiti, bodriti in spodbujati druge osebe na način, da jih kar nafila z energijo in jim kar da nek zagon in pogum in vero vase nazaj, ste to vi. Ampak velikokrat, prevečkrat si pa drznem reči, da je Kovačeva kobila bosa. Se pravi, drage moje osmice, kdaj pa pozabite sebe bodriti? Kdaj pozabite sami sebi biti spodbuda? Kdaj pozabite biti sami sebi največji oboževalec? In še devetke, drage devetke, zanimiv mesec, podoživljanje preteklosti, tudi možno je obujanje nekih vezi. Možno je, da se bodo neki kontakti, neki stiki iz preteklosti znova obudili, obnovili. Možno pa je tudi, da bodo posebni izzivi ravno na področju dolgoletnih odnosov. Se pravi, frendice, ki jih imate iz otroštva ven, sodelavci, s katerimi delate že vrsto let, sosedje, s katerimi nekako sobivate že dolgo časa. Se pravi, vse tisto, kar pravzaprav bi lahko skoraj da rekli, da je tradicionalno in da pravzaprav sestavlja gradnike vašega življenja. Absolutno, seveda, ne smemo pozabiti na odnos, ki ga vi gojite sami do sebe. Se pravi, drage moje devetke, kaj je tisto, kar pa vi sami sebi govorite? Kaj je tisto,
kar vi sami sebi sporočate s svojimi izbirami, s svojimi dejanji in kako pravzaprav vi sami sebe negujete takrat, kadar ste vi potrebni sočutja. Takole, dragi moji, mesec februar bo po eni strani švignil mimo, prinesel nam bo veliko zanimivih izkušenj, po drugi strani se nam bo pa sem ter tja zdelo, da se nam ponavlja isto, da se nekako stvari vlečejo, da nekako ne tečejo tako hitro in tako lepo, kot mi menimo, da bi lahko. V tistih trenutkih bodimo hvaležni, kajti to so pravzaprav trenutki, v katerih si lahko vzamemo končno čas zase.